nami? Ja. Gospa Mateja Urbančič-Jelovšek. Dobar dan, želim samo, da se pripravim. Torej, lep pozdrav, še v mojem imenu, kolegi so že precej ravnatelj povedali, pa vendar sem ravnateljica na osnovni šoli Majda Vrhovnik, 16. leto, prej sem 16 let poučevala, danes zastopam in Združenje ravnateljev in pa aktiv ljubljanskih ravnateljev, kjer nas je 47 in že kar 6-7 let pišemo Zavod za šolstvo, fakultetam, in smo že vzpostavili sodelovanje, tako da smo se že dobili z nekaterimi dekani, prodekani in iskali nove rešitve, bom rekla, in tudi poti do izboljšanja. Ker imam krajši čas, bom določene zadeve izpustila, ker so bile že, bom rekla, predstavljene. Bolj bom govorila danes o izkušnjah, glede na to, da, kot sem že prej rekla, res je ogromno kompetenc, ki jih v šoli opažamo, da jih učitelji imajo ali pomanjkljive, ali se velikokrat kaj zatakne in potem potrebujejo pomoč. In prosila sem zapis odlične magistrantke, ki je zaključila lansko leto študij, da mi pove, kako se počuti sedaj, ko prvo leto poučuje nekaj o podaljšanem bivanju, pa kar 14 ur angleščine. In napisala je, da kar se tiče teorije in pa teoretičnega znanja, ni težav, da je pridobila teoretično področje, saj so pri različnih didaktikah pregledali širok nabor različnih učnih aktivnosti, ki bi jih lahko uporabili v razredu pri poučevanju. S tem so dobili občutek za to, kako se učenci na razredni stopnji učijo, kako predstaviti vsebine, da ni pouk le suhoparno frontalno delo, ki poteka popolnoma tradicionalno. Vendar pa je občutila, ko je prišla v razred, neko, rekla, neskladje z realnostjo o tem, za kar so jo na fakulteti, kar ste jo pripravili, in včasih je, na primer, vse ure tudi niso tako zanimive pravila, ne? In je treba predvsej zapisati tudi v zvezek. Mi zapostaviti, ja, tudi frontalno, kajti če uči nek zapis črk, potem mora biti frontalna postavitev. Sicer se pa izredno trudi, da dela tudi inovativno, kreativno. Napisala je, nerealno je pričakovati, da bo učitelj začetnik po opravljeni praksi med študijem resnično pripravljen na delo, saj je to potem v realnosti veliko bolj kompleksno. Tako da pri nas ima mentorja celo šolsko leto, kljub temu, da ji mentor ne pripada, na šoli poskrbimo, da ima učitelj začetnik res oporo v mentorju in pa tudi v meni kot ravnateljici. Potem so povprašala tudi dolgoletno ravnateljico, ki je rekla, bom nekoliko izzivalna in bom napisala, kakšnega učitelja bi imeli. In je rekla, da naj bi bil poudarek študija na vzgojni funkciji učitelja ter na ustvarjalnosti, inovativnosti, na vzgoji nenasilja in ekološke osveščenosti. Za poučevanje v računalnikih bi mladi učitelji morali imeti dovolj znanja, da samostojno vodijo pouk in celo tak udaren predlog, zdaj, ko se toliko govori o računalnikih, ministrstvo bi vsakemu učitelju moralo takoj v začetku dela nameniti prenosnik, da bi potem lažje tudi delal v razredu. Zadnji letnik magisterija bi spremenila 10-mesečno obvezno pripravništvo na šoli. Mentori tem pripravnikom bi bili učitelji z višjim nazivom, ta namen bi imeli zmanjšano pedagoško obveznost. No, danes smo kar, jaz sem že 3., 4. praktično, ki sem to omenila, da bi bilo dobro, da bi ali bilo več prakse, ali pa zadnje leto res precej namenjeno tudi sodelovanju s šolo, delu na šoli.
Izpostavili smo, v Ljubljani smo izpostavili zelo veliko kompetenc in pri teh se ne bom ustavljala, kajti bile so že izpostavljene, zato bom šla tu kar hitro naprej, pa vendar bi se tule ustavila in še enkrat naštela, da si lažje predstavljamo, ker res pozabljamo, kako različni so si otroci v razredu, otroci s posebnimi potrebami, nadarjeni, otroci oziroma učenci z učnimi težavami, potem tujci, Romi, priseljenci in tujci, imamo obe varianti. In potem, ali sploh še ostane kakšen otrok, ki ni nič, imajo pa potem še 4., 5. razred že status, se pravi status športnika, status umetnika. Tako da dejansko je res potrebno imeti učitelja, ki je iznajdljiv, odločen, fleksibilen, hitro odreagira, zazna problem, pomaga reševati in skratka biti res praktično za vse. In kdo naj bo mentor študentu na praktičnem pedagoškem usposabljanju? Kakšna naj bo njegova vloga v študijskem procesu? Ja, rekli smo izkušeni ter motivirani učitelji, ki si tega res želijo, ki imajo veliko izkušenj in lahko študentu svetujejo, ga usmerjajo, ter mu pomagajo. To, kar sem že prej rekla, da so res iznajdljivi, empatični, sodelovalni, timski in da potem sodelujejo. Večkrat je bilo danes tudi izpostavljeno, ja, zdaj pa tega mentorja na šoli dobiti. Velikokrat reče učitelji, sem že dovolj zaseden, nimam časa, poleg tega pa tista točka, ki jo dobim za napredovanje, je ne potrebujem več. Tako da tukaj sem označila finančno vrednotenje mentorstva in pa zmanjšana učna obveznost. Zelo se ponavljamo ravnatelji in tukaj bi resnično bilo smiselno vzpostaviti sodelovanje in iskati pravo in najti pravo rešitev. Razmišljali smo še naprej. Smiselno bi bilo, da se oblikujejo mentorske hospitacijske šole, da šola ponudi fakulteti nabor učiteljev mentorjev, ki so potem aktivno vključeni tukaj tudi ravnatelji. Se pravi, da ravnatelj predstavi in letni delovni načrt, razvojni načrt, vizijo šole, razne pravilnike, tako da pri tej praksi praktično bi študent spoznal marsikaj, kar zdaj morda na nekaterih šolah spozna, na drugih ne. In dala sem klicaj, ravnatelji planiramo individualni letni delovni načrt učitelja že avgusta. Velikokrat se nam zgodi, da pridejo študentje decembra, marca, februarja in potem težko določimo mentorja. Čeprav bi učitelji radi želeli sodelovati, pa potem nekako ne najdemo tistega, bom rekla, tistih ur, ki bi jih lahko učitelj nudil. Kajti na šoli jemljajo učitelji, mentorji to zelo odgovorno in zato bi tukaj morali vzpostaviti nek sistem, morda nabor šol, nabor mentorjev in se potem fakultete, pedagoške fakultete obračate na šole, da imamo mi že kar seznam učiteljev in potem to lahko skupaj določimo. Primer dobre prakse, že večkrat sem jo izpostavila, ravnatelji zagotovo tisti, ki smo tukaj, smo se tega ves čas lotevali in javljali na vse javne razpise, od evropskih do naših državnih. Ta je bil zelo dober, zato ga bi rada izpostavila. Nekaj podobnega se obeta tudi z nacionalnim programom, pa vendar program Učim se biti učitelj, kjer je učitelj 10 mesecev prišel na šolo in praktično spoznal delo na šoli. Od 1. do 9. razreda, ne glede na to, katere pedagoške smeri je bil. Si pogledal od razširjenega programa do ur pouka. Imel je enega mentorja in pa ves čas sem sodelovala tudi jaz kot ravnateljica. Pripravili smo program in sicer nudili smo strokovno profesionalno podporo, ki je obsegala znanje, razumevanje in vzgojno-izobraževalnega dela, razvoj identitete in osebnih norm v odnosu do učencev in kolegov, potem krepitev občutka pripadnosti, podpore, pozornosti, krepitev samorefleksije in razvoj odnosa do profesionalnega učenja, naloge izkušanja učiteljice, mentorice in pa mene kot ravnateljice. Tako da smo tega učitelja ves čas vključevali v šolo v naravi, dnevne dejavnosti, projektno delo, raziskovalno delo. Prav tako je sodeloval tudi pri samoevaluaciji šole, pri vzgojnem načrtu. Skratka, ta učitelj, ki je bil 10 mesecev na šoli, je bil kot na začetku, bom rekla, velika dodana vrednost in tudi povedali smo mu, poglej, sedaj boš spoznal celotno delo na šoli. Na začetku boš imel občutek, da ti želimo ponuditi vse, preveč
In še kaj, in še morda, kasneje boš tudi poučeval, boš imel občutek, da te izkoriščamo, pa vendar na koncu boš resnično opolnomočen. Mi smo imeli 9 takih učiteljev in moram reči, da polovica od teh je ostala na šoli, ker smo jih potrebovali, ostali so pa takoj dobili službo, ker to je še v tistem času, ko je bilo ogromno učiteljev. Ne? Tako da dejansko ta primer dobre prakse bi se lahko vnesel tudi v nadaljne delo in pa načrtovanje vsega tega. Drugi primer dobre prakse, izkušnja, danes smo se že večkrat ravnatelji, ne bom rekla ponudili, pa vendar bili pripravljeni, ali mi kot vodje šole ali pa kot učitelji, da pridejo na fakulteto in predstavijo delo. Sama sem bila v sodelovanju z dr. Cencičevo, kjer sem predstavila izzive v šoli in pa hkrati povedala, kakšnega učitelja si ravnatelj želi oziroma pričakuje. Katere kompetence, predstavila sem recimo, kako poteka razgovor, predstavila sem sodelovanje s starši, predstavila sem tudi primer, bom rekla, nadlegovanja staršev učitelja, kako je učitelj rešil in tudi primer, ko je potreboval učitelj mojo pomoč. Skratka, taki primeri dobre prakse bi, bom rekla, bi jih podprla in svetovala tudi v prihodnje. Ker se mi že čas izteka, bi tule samo omenila, ker je bilo tudi vprašanje, kakšna je vloga vzgojno-izobraževalnih inštitucij pri oblikovanju trajnostno naravnane družbe. Predvsem spodbujati učenje okoljskih trajnostnosti, razvijati znanje, spretnosti odnose, spodbujajo mišljenje, načrtovanje in delovanje z empatijo, odgovornostjo ter skrbijo za naš planet in javno zdravje. In pomagali smo si z evropskim okvirom in skušamo nekaj od teh kompetenc tudi na šoli izvajati. Seveda se trudimo. Tako, da ne bom predolga, na razpolago sem tudi še za kakršnokoli vprašanje, ne samo danes, ampak tudi v prihodnje. In na šolah smo pripravljeni za sodelovanje s fakultetami. Tako da hvala. Mateja, se vam zahvaljujem še enkrat. Eno pomembno opombo, veliko iztočnic ste dali, ampak predvsem to, da ste nas spomnili, kdaj vi planirate delo. Je pa res ena stvar, da avgusta še veliko naših študentov ni vpisanih, ker še opravljajo izpite, ampak kljub temu nekaj pa se da predvideti, tako da je to tudi ena dragocena povratna informacija že za novo študijsko leto. Hvala lepa. Sedaj pa vabim še zadnjo ravnateljico. Je še z nami? Eneja. Se opravičujem, vas nisem videla. Izvolite, Eneja. Iz osnovne šole Oskarja Kovačiča iz Škofij, ki pa se bo dotaknila tistih kompetenc, ki ste jih ravnatelji danes samo mimo grede omenili, kot da bi bilo dobro, da jih imajo naši študente že razvite in sicer digitalne kompetence. Izvolite, Eneja. Mogoče mikrofon. Lepo pozdravljeni. Seveda se bom pridružila pogledom, ki so jih kolegi ravnatelji pred menoj že izpostavili, ki so predstavljali predvsem celovitost kompetenc, ki naj bi jih učitelj razrednega pouka vseboval in pridobival v fazi izobraževanja in potem razvijal seveda tudi v času poklicnega udejstvovanja. Bi pa se v svoji predstavitvi osredotočila predvsem na potrebe digitalne kompetentnosti učiteljev razrednega pouka, kar pa seveda lahko prenesemo tudi na druge učitelje, tako v osnovnošolskem, srednjem šolskem, kot tudi v univerzitetnem okolju. Evropski svet izobraževalnim sistemom že od leta 2018 nalaga, da smo odgovorni, torej da je izobraževalni sistem tisti, ki je odgovoren, da razvijamo vseh 8 ključnih kompetenc državljanov. Torej, če smo mi odgovorni za razvijanje ključnih kompetenc, moramo biti mi tisti prvi,
torej izobraževalci, ki se te kompetenčnosti zavedamo. Hkrati pa ne samo, da se jo zavedamo pri sebi, ampak da se zavedamo odgovornosti pri prenosu teh kompetenc glede na razvojno stopnjo otrok, s katerimi delamo, in pa tudi na podlagi specifik posameznih predmetnih področij. Torej, poleg 8 ključnih kompetenc smo že skozi današnje predstavitve slišali za številne kompetence, ki se dotikajo specifično pedagoškega področja, torej s tistimi kompetencami lahko sploh začnemo razvijati 8 ključnih kompetenc. Sama pa bom izpostavila samo eno, tisto drobno zrnce med temi 8, torej digitalno kompetentnost učitelja. Torej, mi o kompetencah govorimo, bom rekla, že 10 let v našem območju, torej v Sloveniji. Zdaj, sama informatizacija šol se je začela že bistveno prej. To pomeni, da smo digitalizirali učno okolje, torej že leta 1972. Prvič smo opredelili tudi skozi nacionalno strategijo, ki je nastajala v evropskem kontekstu, kateri naj bi bil e-kompetenten učitelj v projektu e-šolstva. Torej, z leta 2013, torej pred točno 10 leti, smo imeli postavljen nek lasten kompetenčni okvir digitalno kompetentnega učitelja, seveda skozi projektno aktivnost. Nato se je ta digitalna kompetentnost nekoliko umirila pri prenosu ali pa se je prenašala v sistem precej selektivno. So se pojavljali kasneje tudi drugi projekti, ki so bolj ali manj opredeljevali referenčne ali kompetenčne okvirje bodočih izobraževalcev oziroma korigirali kompetenčnost učiteljev, ki so že vključeni v profesionalni kontekst. In celovitost tega 10-letnega obdobja razvijanja kompetentnosti skozi projektne aktivnosti je v našem prostoru prineslo do velikih razlik v kompetentnosti, tako izobraževalcev kot otrok, učiteljev, študentov, torej na celotni vertikali. Poleg tega referenčnega okvirja, ki smo ga sami oblikovali leta 2013, je leta 2017 bil oblikovan Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev, ki zelo jasno opredeljuje, katere kompetence mora učitelj imeti za to, da lahko razvija kompetence učencev. Torej, ta referenčni okvir se v naš prostor ni vključeval sistematično. Zelo selektivno oziroma skozi predmetne specifike v času COVID-a zelo intenzivno na univerzitetnem področju, kjer ste opredeljevali strokovne podlage in pa hkrati tudi na področju, bom rekla, revidiranja učnih načrtov, kjer je Zavod za šolstvo pripravljal smernice za vključevanje. Torej, nekaj na teh področjih smo že počeli, vendar zelo selektivno in v tem kontekstu tudi povzročali razlike pri sami integraciji oziroma pri realizaciji referenčnega okvira. Torej, tukaj imamo postavljena 3 področja, 22 jasno opredeljenih kompetenc, ki pa se morajo v nekem kontekstu razvijati skozi celotno izobraževalno obdobje. Torej, če pogledamo samo kompetenčno področje poklicnega delovanja, torej že sam otrok, ko gre skozi osnovnošolsko izobraževanje, ko vstopi v srednješolski prostor, potem na univerzitetno področje, mora skozi zgled, ki ga daje poklicno okolje, doživljati neko stopnjo digitalne kompetentnosti. Potem pride tista strokovna plat, ki ste jo fakultete zelo dobro opredelile, torej strokovne podlage za vključevanje skozi različno specifiko predmetnega področja, ki se mora razviti znotraj univerzitetnega izobraževanja in nato bodoči izobraževalec seveda izobražuje naprej v svojem okolju. Torej, vse te stvari se že nekaj let zavedamo, tudi skozi nacionalno strategijo jasno opredeljujemo, kje so težave, vendar vsak nekako na svojem polju še vedno išče rešitve, ki med sabo še, poudarjam z besedo še, niso povezane. Torej, tako nekako bi lahko idealistično izgledal naš
sistem ali pa vzpostavitev, krepitve in razvoja digitalne kompetentnosti, torej vsaka raven našega izobraževalnega sistema bi državljane, tako kot to predvideva okvir DIGCOM 2.2, postavila na neko stopnjo. Torej, teoretično, bodoči izobraževalci skozi univerzitetno raven bi bili na stopnji visoke ravni digitalne kompetentnosti, kar pomeni, da ob vstopu v poklicno okolje razvijajo seveda naprej svojo digitalno kompetentnost, vendar že na neki mojstrski ravni in s tem seveda ponovno služijo kot zgled novim bodočim izobraževalcem. Torej, ta referenčni okvir ponuja stopnje napredovanja in tukaj sem obkrožila tisto, ki bi bilo smotrno jo v referenčni okvir, ki ga oblikujete, opredeliti za bodoče izobraževalce. Torej, ne pričakujemo, da bodo bodoči izobraževalci že v univerzitetnem okolju dosegali najvišjo stopnjo, ker sicer potem razvoja naprej v poklicnem raziskovanju ne bi bilo. Ampak raven B, torej raven, kjer gre za neko premišljeno vključevanje digitalne tehnologije oziroma da digitalno tehnologijo učitelj na začetku svoje karierne poti, ker ima strokovno podlago, zna vključevati tako, da razvija in izboljšuje pedagoške strategije, pa bi vendarle moralo biti opredeljeno in doseženo skozi univerzitetni študij. Potem, kaj se dogaja naprej v profesionalnem razvoju, pa je v odgovornosti seveda nas, ravnateljev, ki moramo ta profesionalni razvoj individualno, pa tudi skozi strategijo, ki jo imamo na lastnem zavodu, seveda konstantno in stalno razvijati. Tukaj konkretno, zakaj prihaja do vrzeli, to je raziskava, ki je bila opravljena leta 2018, ki je ob pregledu učnih načrtov ugotovila, da naši učni načrti osnovnošolskega prostora torej ne vključujejo področja reševanja problemov, ki ga predvideva referenčni okvir DIGCOM. To pomeni, da študentje danes, ki študirajo torej za bodoče izobraževalce, teh kompetenc v svojem procesu izobraževanja kot državljani niso imeli priložnosti razvijati, ker jih učni načrti v našem prostoru izključujejo. Torej, preden, ko bomo mi to vnesli, sedaj priporočili, seveda bo to integrirano v učne načrte vertikalno in medpredmetno. Vendar preden se bodo ti učni načrti začeli realizirati, preden bodo prišle te generacije, ki bodo poučevali in imeli ta kompetenčni okvir v celoti razvit, bo še veliko let potrebnih. Zato je zelo pomembno, da znamo v tem trenutku opredeliti potrebne korekcije, s katerimi bi lahko zagotovili udejstvovanje ali pa izravnavo kompetentnosti pri tistih, ki so že vključeni v poklicno okolje in pri tistih, ki v poklicno okolje vstopajo z že identificiranimi vrzeli in pa seveda pri tistih, ki bodo s nekimi vrzeli še vstopali v kasnejših obdobjih. Kje so možne konkretne korekcije? Torej, prej sem pokazala, katere stopnje kompetentnosti so predvidene pri učiteljih. Torej, učitelj bi se moral nekako samo presoditi, na kateri ravni kompetentnosti se nahaja. Vsak konkreten zavod bi lahko to kompetentnost opredelil skozi neko strategijo razvoja in že znotraj vsakega zavoda, torej vsaka šola, opredelila svoj razvoj kompetentnosti, ki bi zagotovil, da čisto vsak učitelj, glede na svojo predmetno specifiko, poudarjam in razvojno stopnjo otrok, s katerimi dela, dosega stopnjo B2 in jo je sposoben tudi prenašati potem seveda na učence, s katerimi deluje. Torej, skozi strategijo je korekcija, ki je odgovornosti nas, vzgojno-izobraževalnih zavodov, osnovnih šol, srednjih šol in pa tudi univerzitetnega področja. Potem pa imamo vaše, torej učne načrte, ki že v neki meri vključujejo neke strokovne podlage, namene vključevanja glede predmetnih specifik, torej na univerzitetni ravni, kar bi bilo smotrno je ozaveščanje.
To pomeni, da študentje skozi nek referenčni okvir ozavestijo, kje so vrzeli, s katerimi so prišli v univerzitetno obdobje in znotraj tega ozaveščanja premostijo in vstopajo potem v poklicno kolikor toliko uravnoteženi v kompetenčnem razvoju. In seveda potem, če sklenemo krog, ponovno v poklicno udejstvovanje, kjer bi seveda spet v odgovornosti vodje skozi profesionalni razvoj krepili mojstrsko raven. Naj poudarim, da je to krog ene od tistih 8 kompetenc, ki sem jih na začetku izpostavila in verjamem, da vrzeli, ki jih ugotavljamo na področju digitalne kompetentnosti, obstajajo tudi pri drugih, vsaj tako ste tudi ostali izpostavili. Tako da morda v razmislek, da ko govorimo o razvoju kompetenc, je pomembno, da se korekcij zavedamo vsi, da korekcije opravljamo skupaj, sodelovalno in poenoteno. Ne vsak zase, na svoj način, ampak strokovno povezano. Hvala. Vsi smo slišali, kar ste nam želeli povedati, tudi poudarek pri teh posodobitvah je tudi na digitalnih kompetencah, če je to v koraku s časom. Samo eno kratko vprašanje, kako ocenjujete študente in učitelje začetnike, kje so? To je zelo dobro. Hvala za to, ker o tem sem veliko razmišljala. Tukaj bi si lahko poenostavili ta proces ocenjevanja, ki ga ravnatelji na razgovorih opravljamo vsak na svoj način. Tukaj nimamo nekega, bomo rekli, poenotenega načina. Vendar, če bi tako tisti, ki sprejemamo kandidate v poklicno okolje, kot vi, ki jih kreirate za nas, imeli en poenostavljen, bom rekla, kompetenčni okvir, s katerim bi lahko preprosto pokljukali, tukaj smo, tukaj nam še manjka in to si upali opredeliti. Ker ni nič narobe, če nekdo pride v zaposlitveni prostor in reče, se ne čutim kompetentno za komunikacijo s starši, sem pa odlična pri delu, pri formativnem spremljanju, ker sem to usvojila, ali pa odlično mi gre v komunikaciji z učenci. Učitelji se na začetku bojijo opredeliti svojih šibkih področij in če bi mi tukaj znali sodelovalno opredeliti in študente tudi opolnomočiti, da skozi opredelitvijo nekega referenčnega kompetenčnega okvirja vstopijo in že na začetku zmorejo razvijati, se tukaj lahko zelo pomagali. Seveda pa mora biti za ta namen, torej v procesu vstopanja, ta okvir zelo poenostavljen. Ne tako na široko, kot je prej dr. Vogrinc predstavil vse reference. Ja, seveda to vemo mi, ampak en poenostavljen zadevo bi lahko bila skupaj oblikovana. Hvala lepa. K besedi vabim doktorico Stonjo Starc, in sicer, da nam predstavi pogled na učiteljevo prenašanje jezikovne zmožnosti na učenca. Pozdravljeni. Najprej bi želela povedati samo besedo ali dve, da o samostalniku prenašalec, da ne bi postal inkriminiran. Torej, mislim, govorim o tem, kar bom govorila, s tem mislim predvsem na učitelja, jasno, ki svoje znanje prenaša na otroke, na sodobne načine, ne pa recimo tako, da je samo frontalno ali pa da je učenec tukaj neaktiven. To je tako. Kakorkoli že, razumem, da smo učitelji vedno prenašalci znanja. Vseeno, kako sedaj to prenašamo.
Tudi če naredimo vaje, da sami učenci ugotovijo nekaj novega na neko določeno temo. V redu to, da je odločno, to še malo vprašanje. Ko govorimo o jezikovni zmožnosti, imam v mislih predvsem besedilno zmožnost, ki se kaže kot zmožnost brati in tvoriti različna sporočila oziroma besedila. Ta besedila pa niso samo iz jezikovnih znakov, kot največkrat mislimo o besedi, o samostalnem besedilo, temveč vse bolj in celo prevladujoči so tudi iz nebesednih. Ker pa že kar nekaj desetletij tudi se zavedamo in pozivamo, da je besedilo komunikacijski pojav. Torej to pomeni, da ne more drugače nastati kot v komunikaciji z drugimi zmeraj ali pa lahko sami v komunikaciji sami s seboj ali pa z nekim idealnim naslovnikom. Torej moramo branje in formo besedila vedno obravnavati tudi torej zagotovo moramo obravnavati tudi na razredni stopni na tak način, torej z vidika komunikacije. Torej, menim, da bi komunikacijska zmožnost učitelja, torej komunikacijska zmožnost učitelja naj bi združevala te zmožnosti in sicer zmožnost šolskega diskurza, torej pogovora znotraj šole v relaciji učitelj, učenci, učitelj, sodelavci, ravnatelj ali učitelj starši, vsa druga okolica, s katero po funkciji prihaja v stik. Druga komunikacija je pa komunikacija z besedili in sicer komunikacijsko razumevanje besedil. To je zelo pomembno in prepričana sem, da je pomembno tudi pri učenju pismenosti, besedilne pismenosti, o katerih danes precej govorimo. Razredni učitelj sprejme otroka prav v njegovem otrokovem prelomnem obdobju usvajanja jezika. Torej, to je po jezikoslovcu Hallidayju. To je obdobje, ki je zanj zelo zahtevno, vstop v šolo in prva triada, in obdobje, ko prvošolec oziroma prvošolka prehajata iz pogovornega jezika, ki je njegova materinščina, v knjižni jezik, in iz govorjenega jezika, ki je še zmeraj njegova materinščina do šole, v zapisani jezik. In seveda, da lahko dobro in učinkovito učitelj deluje, mora vse te stvari dobro poznati. In da v bistvu v prvi triadi ni, da bi šele začenjal učitelj s pismenostjo, da to že vsi dobro vemo, da se na pismenost pripravlja otrok že tudi v času vrtca. Govorimo danes o različnih pismenostih, tako imenovani večrazsežni pismenosti ali večkodni, besedilni ali besedilni pismenosti. Torej, zakaj govorimo? Zaradi tega, ker sem že prej omenjala, ker je čas tak, da ustvarja besedila ne samo iz enega semiotskega koda, temveč iz več. In če imamo besedila iz več različnih semiotskih kodov, pomeni, da se moramo enostavno naučiti, kako tile kodi tvorijo pomen, torej to so lahko jezik, besedišče in jasno slovnične strukture, ker slovnica dejansko ustvarja pomen, in drugi kodi. V šoli so najpogostejši drugi kodi vseh pisanih besedilih, ravno slike. Torej, naučiti se moramo, kako beremo besedilo, ki je sestavljeno iz besed in iz slik. Te slike so enakovredne besedi in zato moramo spoznavati to interakcijo med besedni in slikovnim, ki pa se odvija po nekih pravilih, tako kot pri jeziku, pri samem jeziku. Torej, tej zahtevi sodobnega časa
Sej sami veste, karkoli odprete telefonček, tablico, se ozrete na okrog, povsod sama večkodna besedila. Dan danes tu so bila sama večkodna besedila. Vsakdo je po besedi še nekaj zraven prilepil in povedal še kaj več s slikico, ki je bila prilepljena. Torej, mi se teh besedil učimo zelo spontano, tako kot materinščine, spontano, po nekem občutku, z nekim občutkom. To, da v šoli moramo to sprejemati sistematično in moramo uzavestiti tudi pravila, ki dejansko med temi znaki veljajo. Tako da mi ne bomo napačno česa razumeli, da ne pride seveda tudi do raznih napačnih razumevanj. Torej, sedaj zagotovo je treba na izobraževalni poti bodočih učiteljev obravnavati tudi taka besedila. Sedaj kako? Torej, učitelje je treba usposabljati, da bodo sami lažje usposabljali, da bodo ugotavljali, kateri so pomembni elementi pri ustvarjanju in pri pomoči, da učenec pridobi besedilo, da postane pismen, besedilno pismen. Da to ne pomeni, torej to, kar zahteva besedilna pismenost, pomeni v bistvu tako imenovano, nekateri imenujejo to globoko branje. Ker brez nasploh je vsako branje globoko. Ker če ne razumem recimo nekaterih besed, ki so v besedilu in besede, ki zahtevajo, da jaz kot bralec vnesem na tisto mesto nekaj že predhodna znanja, neko splošno vedenje, nekaj, kar je povezano z okoliščinami, torej pomeni, da besedila nikakor ne morem dobro razumeti. No, kako to doseči? Torej, mislim, danes mislim tako, da na dva načina. In sicer prvi bi bil z večjim poudarkom na usvajanju vedenj bazičnih strok. Kajti samo učitelj s trdnim znanjem je lahko suveren učitelj. Zmožen je prenašati vedenje iz kompleksnih znanstvenih besedil v šolsko besedilo za učence. In to je naloga učiteljev, ker učitelji se izobražujejo in še izpopolnjujejo tudi z raznimi znanstvenimi besedili in v njih ugotavljajo in razvijajo, torej spoznavajo novosti. Torej, ta znanja bi bodoči učitelj pridobil na dodiplomskem študiju, vendar je za vsakega učitelja zelo, zelo pomembno tudi vseživljenjsko posodabljanje svojega znanja, ki bi moralo biti za učitelja obvezno. Oprostite, da sem rekla obvezno, vendar to res tako mislim. Zato, ker se stvari spreminjajo in treba spodbuditi učitelje, da se to izobražujejo. Jasno pa je to potem stvar ministrstva in drugih izobraževalnih institucij, ki učitelje to ponudijo. No in še eno, torej drugi način so zaveščanje, da se vsa naša sporočila, torej vsi naši pomeni, ki jih želimo komu posredovati, realizirajo, tako kot sem že prej povedala, s besednimi in nebesednimi semiotskimi sistemi. Torej, v šoli vsebine rekontekstualiziramo, kot sem že povedala, iz znanstvenih besedil, hkrati z vsebino ponujamo zgled. In to je zelo pomembno. Torej, vsak učitelj ponuja učencu zgled, kako vsebino, s katerimi, na kakšen način, s katerimi semiotskimi znaki, jezikom in nejezikovnimi sredstvi, posredujemo, kako jo izražamo. In to je zelo pomembno. Torej, tega se moram kot učiteljica vedno zavedati, da povem stvari tako, kot, torej, da se učenec na ta način tudi opismenjuje, da dobiva
vzorce, na kakšen način se neko vsebino izrazi. Ker dejansko je to, da vsaka stroka ima svoj strokovni jezik, svojo logiko in mi razvijamo logiko pri vseh predmetih, ne samo recimo pri latinščini. Vsak predmet ima to svojo logiko. Torej, no, to sem že povedala, da se moramo zavedati, da opismenjujemo prav pri vseh predmetih. No in to je še najbolj se kaže to pri razrednem učitelju, ki tako mora obvladati, mora poznati bistvene temeljne značilnosti oziroma temeljne teoretske značilnosti oziroma lastnosti vsake torej ved, od naravoslovja, da ne ponavljam sedaj, in kako zgledi, ki jih ponuja učitelj, se opismenjujejo otroci z učbeniki in z vsemi drugimi učnimi gradili. In pismeni lahko postanejo z branjem in s pisanjem. In tukaj, ko sem govorila o tej rekontekstualizaciji, torej to vsebuje tudi polje dinamičnosti besedilne pismenosti. Torej, to pomeni, da nikakor se ne morem enkrat naučiti in biti enkrat v življenju, se bom naučila, bom postala pismena in bom pismena za vse življenje. To je nemogoče. Torej, tako da se moramo te stvari zavedati. Tako, zdaj samo še to. Ja, torej, v bistvu sem že povedala to. Se prišla. Jaz bi predala besedo samo našemu vodji, ki se mora posloviti, ker gre na nadaljne delo. Dr. Pogrinc, izvolite. Mi bomo pa še dokončali poročali. Točno tako. Pravičujem se, ob 5. imamo na ministrstvu naprej sestanek. Smo se pa dogovorili že prej, da bodo vsi zapiski oziroma vse ugotovitve zabeležene, vsake poročila in da bomo potem na skupnem sestanku te stvari tudi prediskutirali in upam, da bomo rekel naše neke skupne poglede, kaj pa je tisto, kar je pa nujno potrebno vključiti v ta naš kompetenčni okvir. Tako da hvala vsem, ki ste že predstavljali in ki še boste in res opravičilo, kar žal moram imeti. Hvala lepa. Je mogoče kakšen komentar še na predstavitev, ki jo je imela kolegica dr. Sonja Starc? Dobro. Potem pa nadaljujemo s pogledom na kompetence in vabim doktorico Tatjano Hodnik, da predstavi svoj pogled. Učitelja razrednega pouka, gledala sem nabor splošnih kompetenc in kot je že na začetku omenil dekan naše fakultete, se mi je zdelo pravzaprav, da je tam zajeto kar praktično zelo veliko, da bi bile potrebne seveda kakšne redakcijske spremembe, pa tudi kakšne nove zapise v povezavi s skupnimi cilji, rečemo, ki so zdaj v prenovi aktualne. Sama pa sem potem pogledala na te kompetence učitelja razrednega pouka z vidika, ki ga jaz dobro poznam. Jaz namreč učim didaktiko matematike, študente spremljam na praksi, sem vodja občasno oziroma vsako leto 3. letnika, spremljam jih pri nastopih iz matematike. Trenutno sem vključena tudi v prenovo učnega načrta za matematiko. Seveda prebiram razno strokovno literaturo z področja poučevanja nasploh in z področja poučevanja matematike, pa z vidika poznavanja trenutnega, kakor je meni to dostopno, stanja
bi jaz nekako predlagala oziroma razmišljala sem o dveh kompetencah, ki bi jo bilo potrebno nekako nasloviti. Eno je razvijanje profesionalne identitete učitelja in pa drugo, ki sem jo umestila bolj kot predmetno specifične kompetence, ker pač mi imamo v tem študijskih programih nekako tako razdeljene kompetence, je pa, ker se ukvarjam s področjem matematike, tudi pomen matematičnega mišljenja kot generične kompetence za usvajanje znanja. Jaz mislim, da besedo znanje je treba čim večkrat uporabiti, da jo premalokrat slišimo in da matematika ima pri tem kar pomembno vlogo, ker pri matematiki razvijamo abstraktno mišljenje in nekako omogočamo učencem prehajajo uporabo pojmovno strogega jezika. To je pač ta raba, sicer tudi v drugih področjih, razumevanje znanja jezika, pač ustreznega diskurza, ki ga posamezno področje pravzaprav uporablja. Zdaj, če gremo najprej na prvo splošno kompetenco, ki sem jo tukaj zapisala, je razvijanje profesionalne identitete učitelja. Se pravi, jaz mislim, da mora biti delo učitelja vedno reflektirano dejanje, da mora glede na cilje pa standarde znanja uporabljati prepletanje metod in oblik dela in seveda to, kar smo že danes večkrat rekli, premisliti etičnost delovanja in uresničevanje vzgojnih ciljev poučevanja. Zdaj, danes je bilo že slišati, da, kot sem slišala gospe ravnateljice, da je študentka zapisala, da pravzaprav, oziroma učiteljica začetnica, da včasih je pa treba tudi kaj zapisati v zvezi, da pravzaprav ne smemo imeti tega odnosa, da ene stvari lahko počnemo v razredu, drugih pa ne smemo, ampak da moramo vedno spodbujati pa nagovarjati učitelja, da zna premišljeno uporabljati metode in oblike dela. Tukaj sem jaz želela, seveda se ne bom osredotočila na etičnost delovanja pa na vzgojne cilje, ker sem za to manj kompetentna, ampak ti dve področji bi pa izpostavila, ki pa nista edini, samo dve sem izpostavila. In sicer vzpostavljanje profesionalne identitete v odnosu do učnih gradiv. Jaz mislim, da je to danes v tem prostoru kar velik problem in pa te profesionalne identitete pri izbiri učnih oblik in metod dela. Zdaj, jaz sem tukaj za uvod kar dala en citat, Apple citat, ki si ga lahko preverite, ker pravzaprav, če se učitelj preveč nasloni, in to je značilno tudi za študenta, kjer se loti, recimo, ko se loti pouka, načrtovanja priprav, se dosti krat posluži, pogleda najprej učbeniška gradiva, pogleda spletne priprave, pogleda pač tisto, kar mu je na voljo, ampak v tem primeru nekako tudi zgublja stik s temi posamezniki, z odnosom s posamezniki, za posebne skupine otrok, posameznike, kot sem že rekla, diferenciacijo in tako naprej. In jaz mislim, da tale stavek je kar prepove, kar dosti, da učitelji taki kompleti osvobajajo lastnega odločanja in prispevajo k razvrednotenju profesionalnih kompetenc. Se pravi, to je eden zelo pomembnih vidikov, ki jih zagotovo v današnjem času na razredni stopni smo priča, in da je na tem področju treba precej premisliti. In jaz, da ne bi bila narobe razumljena na tem mestu, poudarjam, da nisem nasprotnica uporabe gradiv, ampak da gradiva nikakor ne smejo biti učitelju neka avtoriteta, ki se jim morajo brezpogojno podrediti. Dostikrat imamo argumente, da potem pa starši rečejo, da nismo vsega izpovedni, ali pa nismo naredili teh delovnih listov, ali pa pravzaprav je to neko ugodje, ki učitelju omogoča, da sledi gradivu in se potem pouk nekako na takšen način odvija. Imamo primere, ko otroci od ure do ure sledijo drsnicam, ker so jih tako pripravile založbe. Potem pa sem drugo področje, samo dve področje bom naslovila z tega vidika, je pa vzpostavljanje profesionalne identitete pri izbiri učnih oblik in metod dela ali pa širše rečeno učnih pristopov. Jaz sem že danes, ko sem poslušala, nekaj zasvetila, da pravzaprav nekako poskušamo uveljaviti eno teoretsko paradigmo, to se pravi, kaj je zaželeno, kaj je dobro, kaj naj bi učitelj uporabljal,
jaz mislim, da to vodi v neko tako, kot sem tukaj napisala, neznanstveni ideološki govor. Se pravi, zaželeno je bilo skupina, torej učitelj je, kot sem že danes kolega je povedal, je olajševalec pouka, skratka, to so neke take, nek ta diskurs, ki kaže, ki zapoveduje, kaj je zaželeno, pa kaj je nezaželeno ali pa celo prepovedano. Tukaj sem napisala neke slogane, s tem sem se tudi soočila pri prenovi kurikularni, ki se pravi, kar rečemo, pomembno je aktivno učenje, se pravi, to je nek slogan, kaj pa ni aktivno učenje, če zaprašamo. Praktično je aktivno učenje lahko tudi, če jaz učitelja poslušam, da se razumem. S tem, da nisem rekla, da je pa nepomembno skupinsko delo, ampak skratka, če pomislite, kaj govorimo, učenec mora biti v središču, naj se učijo v skupinah, učitelj je režiser, organizator pouka, učenec konstruira znanje sama. Sploh takrat, ko smo bili zelo zagreti za ta konstruktivizem. Ali pa na začetku, ali pa ko se je pač to, da se imamo vedno jutranji krog, če so se otroci pač nekako niso bili zbrani, so bili pač v nekem fizičnem kontaktu, pa še kakšnih drugih, učitelj ima veliko dela, pa tudi študentje na praksi, s tem jutranjim krogom je pač bila to zapovedana oblika, ki so se jo pač morali poslužati. Se pravi, jaz mislim, da te formule pač naredijo točno to, da mi ni treba misliti, tukaj sem pač citirala ali pa povzela predeljo. Zdaj pa, teh izrazov, ki se meni zdaj tudi zelo pomembni v šoli, sploh če si prizadevamo za znanje, se pravi, razlaga, utrjevanje znanja, abstraktno razmišljanje, individualno delo, napor in tako naprej, so pa nekako manj pomembni ali pa nepomembni vrednotno označeni in si zato pač doskrat tudi umika, ne samo iz diskurza, ampak tudi iz uporabe. Jaz bi rada povedala, da te črno-bele razprave pač niso pomembne, niso prave in da je treba seveda vedno iskati iz nekega premisleka in na osnovi tega premisleka nekako oblikovati, organizirati, voditi, reflektirati učne situacije. Zdaj, jaz sem tukaj naštela, oziroma to, da vsaka paradigma, teoretska paradigma, ponuja nekaj, kar lahko učitelj uporabi. Ne gre samo za to sociokulturno paradigmo, ki je danes zelo pomembna, aktualna, tudi konstruktivizem, tudi kognitivizem in pa behaviorizem, kjer zagovarja neko jasno merjenje nekih rezultatov, pa utrjevanje znanja, kot konstruktivizem, ki navezuje naloge v kontekstih, pa reševanje problemov, do sociokulturnih paradigem, ki seveda govorijo o klimi, o socializaciji, pa učenju in delovanju v skupinah. Vse to je aktualno, vse te teoretske paradigme dopolnjujejo. Zdaj pa še druga, zadnja stvar, je pa ta, da predmetno specifična kompetenca, jaz mislim, da matematika, poleg seveda tudi ostalih področij je pomembna tudi z tega vidika, da razvija matematično mišljenje. Jaz mislim, da danes preveč zahajamo v to, da mora biti znanje uporabno. To se pravi, če rečemo, da je neko znanje uporabno, s tem nekako apeliramo, da kakšno znanje je pa neuporabno. In zato jaz mislim, da je boljše govoriti o matematiki ali pa o znanju o temeljnem, poglobljenem pa prenosljivem znanju. In da, če se matematika, če bi se začeli to, ker smo ta matematična pismenost, matematika v kontekstih in tako naprej, če začnemo s to neko tako propagando, jaz mislim, da gre to v smeri neke samodestruktivnosti matematike, ker je treba razvijati z matematiko tudi matematično mišljenje. Tukaj sem zapisala, da zdaj, če pogledamo najnovejšo konceptualizacijo matematike, recimo poučevanje matematike po Ketju ali pa po Schoenfeldu, potem vidimo, da pravzaprav spet uporabljajo te izraze, pojmovna strokovnost, preciznost, jasnost, sistematično upeljevanje terminov, nadgrajevanje znanja, produktivni napor učenca, jasne kriterije uspešnosti, premišljeno zastavljanje vprašanj, zorne zglede, diferenciacijo, časovno razporejeno upeljevanje, reševanje problemov, in pa predvsem sodelovanje, zaupanje, okolje, v katerem učenec lahko napreduje in se uči. Potem seveda s tem razvijamo poleg teh kompetenc, ki so vezane na sam predmet matematike, tudi
da učenec poznanje iz matematike prenaša in uporablja pri usvajanju znanja tudi na vseh ostalih predmetnih področjih. Se pravi, preko tega, kar matematika razvija. Abstraktne pojme, reprezentacije, jezik, posploševanje, dokazovanje. No, ampak za konec bi pa rekla tole, da v bistvu že danes imamo kar zapisane dobre kompetence, in da so lahko spisek dobrih želja. In je zelo pomembno, kako bomo mi vključeni v realizacijo teh doseganja teh kompetenc področjih pedagoških delavcev. Zdaj, kako mi gledamo študenta, kako deluje v razredu, če bi si vsak pogledal, kako deluje študent v razredu, bi lahko videl, da je na nek način njegov lastni doprinos, kako razume poučevanje, kako razume človeka, kakšen je kot osebnost, kako komunicira, kako sodeluje v odnosih, kako reflektira sebe, vsa svoja znanja, ki jih pridobiva in pa seveda sinteza dela pedagoških delavcev na fakultetah, se pravi to znanje, ki ga pridobiva. Jaz pravim, da je lahko nebogljen, zaradi tega, ker je neizkušen, po drugi strani je pa nebogljen zaradi tega, ker nam v procesu izobraževanja velikokrat spodleti pri vzpostavljanju in zagotavljanju strokovno-pedagoškega znanja, ki bi študentu omogočalo kakovostno načrtovanje učnih priprav in strokovno presojo dejanskih situacij v razredu. Torej, ta pogled, ko si enkrat v razredu, ko dejansko vidiš, s čim se vse sooča učenec. In jaz mislim, da moramo tudi na fakulteti vedno znova reflektirati, kako se naše usposabljanje odraža z njihovih kompetencah, da bi nekako lahko govorili o tem, o profilu nekega razrednega učitelja, ki je post trenutnih, pa tudi prihodnih izzivov. Hvala lepa za predstavitev. Če vas lahko vprašam, kje vidite možnost dopisa ta druge predmetno-specifične kompetence? Vidite že v kompetenčnem okviru ali... Ja, to bi bila pa to nekaj želja, da se to zapisa že v kompetenčnem okviru. Se mi zdi, da bi bilo smiselno. Kot sem pojasnila, če ne pa vsaj predmetno-specifičnih okvirov, ker da se da ta pomen temu strukturiranje. To, kar matematika uči, je definitivno uporabno pri vseh ostalih področjih, pri nekako strukturiranju znanja. In jaz mislim, da pri poučevanju matematike moramo nasloviti seveda to, kar je pomembno. Glejte, temeljno znanje, torej prenosljivo znanje, pa poglobljeno znanje. Vse to je pomembno, reševanje problemov v nekem pravem ravnovesju. Se pravi, brez temeljnega znanja zagotovo ni prenosljivega in ni poglobljenega znanja. In zdaj, če naslavljamo predvsem to učenci v skupinah, učitelj opazuje in tako naprej, potem izgubimo nekaj. Vedno nekaj izgubimo, če nekaj spremenimo. Kot nekaj tudi dobimo, ampak moramo vedno obe plati pogledati. Ne samo, kaj je zdaj tisto, kar nas govori in nas nekako navduši. In jaz mislim, da nas pri spremembah lahko stvari prehitro navdušijo, tako recimo pri prenovi kurikuluma za učnega načrta za matematiko, ker se je zdelo na začetku, da je treba vse, kot smo danes popišali, vse na novo postaviti. In to je pač res problem teh prenov, ki jih jaz vidim. To sem vas vprašala, ker v kompetenčnem okviru Hrvaške imajo ravno to kompetenco med splošnimi. Hvala lepa za vaš pogled. Sedaj sledi predstavitev Lare Godec-Soršak tudi o kompetencah razrednih učiteljev. Izvolite. Hvala, dober dan. Ta razprava že dolgo traja, ampak daleč od tega, da bi bila dolgočasna. Vsi prispevki do zdaj so bili zelo zanimivi. Jaz bom povedala pravzaprav veliko tega, kar je že bilo danes izpostavljeno.
poenostavljeno, pa to ne pomeni, da se bomo dolgočasno ponavljali, ampak da verjetno vsi z različnih področji spoznavamo enake stvari, kar pomeni, da so očitno pomembne. Prihajam z Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, sem zaposlena na oddelku za razredni pouk in se bom navezala, osredotočila na študijska programa razredni pouk, to je prvostopenjski študijski program in drugostopenjski program poučevanja na razredni stopnji z angleščino. Govorila bom pa o pisnih pogojih, potem pa bom še povzela mnenje študentov, učiteljev in ravnateljev v različnih anketah o kompetencah, ki naj bi imeli učitelji razrednega pouka in pa tudi mnenje študentov o pedagoški praksi oziroma praktičnem pedagoškem usposabljanju. Torej, začela bom z opisnimi pogoji, tako za prvostopenjski program razredni pouk, piše, da se lahko na ta program upiše tisti, ki je opravil splošno maturo in pa ki pri morebitni omejitvi vpisa dosega določeno število točk, ki jih je dosegal na maturi in pa pri splošnem uspehu 3. in 4. letnika. Zdaj pa, ali res lahko vsak, ki izpolnjuje te opisne pogoje, dejansko pridobi kompetence, ki naj bi jih med študijem razrednega pouka? Pravzaprav menimo, da ne, če ga pri tem ovirajo neke določene motnje, težave, kaj imam pri tem v mislih, zaposleni med študijskim procesom, torej izvajalci predmetov, pri študentih opažamo različne govorne, jezikovne motnje, prenizko samopodobo, nizko samozavest, strah, veliko tremo pred javnim nastopanjem, težave pri vzpostavljanju očesnega stika, vzdrževanju očesnega stika. In to so ene take stvari, ki jih bodoči uspešen učitelj zagotovo potrebuje. Tako razmišljamo o tem, ali bi bilo smiselno uvesti nek intervju, osebni pogovor pred vpisom na program razrednega pouka. Ker recimo študenti, ki imajo neke take težave, zanje lahko predpostavljamo, da bodo težje usvojili kompetence, ki se od njih pričakujejo in se bodo tudi kasneje verjetno težje spopadali z izzivi, ki jih prinaša zahteven poklic učitelja. Torej, poleg tega, da razmišljamo o uvedbi nekega intervjuja ali osebnega pogovora, pa seveda je treba spodbujati tudi samokritičnost dijakov, ki se nameravajo vpisati na program razredni pouk. Dobro je, da vsak sam pri sebi presodi, ali ima mogoče kakšne osebnostne lastnosti, ki bi ga ovirale pri učinkovitem študiju in potem uspešnem opravljanju tega poklica. Če ima mogoče kakšne jezikovne motnje, vemo, da učitelji sploh v prvem, drugem razredu osnovne šole učence učijo z tega začetnega opismenjevanja, zato je zelo pomembno, da nimajo kakšnih govornih težav in pa verjetno bi bilo smiselno tudi uvesti nek logopedski pregled, ko bi se študenti vpisali z namenom, da bi potem lahko študente še pravočasno usmerili k temu, da si poiščejo strokovno pomoč in še preden nastopijo poklic učitelja, odpravijo te morebitne svoje težave. Druga stvar v zvezi z opisnimi pogoji, ki bi jo rada izpostavila, pa je dobro znanje slovenskega jezika. Zdaj imamo take izkušnje, da se lahko in seveda ta prvostopenjski, pa tudi drugostopenjski program vpišajo tudi tisti, ki jim slovenščina ni prvi jezik, oziroma ni materni jezik in seveda lahko imajo odlično znanje, kljub temu tega jezika, ampak večinoma nimajo in potem tudi težje opravijo ali pa sploh ne opravijo izpitov povezanih s slovenskim jezikom, kar je po svoje potem tudi nekako krivično do njih, ker se torej lahko vpišejo na program, študirajo, recimo 3-2 leti, pa potem ugotovijo, da tega programa ne bodo mogli končati. Neopravičeno je pa tudi pričakovati, da bodo pa ravnatelji kasneje, ko se bodo želeli zaposliti, preverjali njihovo znanje ali pa usposobljenost, torej znanje slovenskega jezika. In ker je slovenščina učni jezik,
in učitelje tudi s svojim govorom, jezikovni zgled učencem, se nam zdi to pomembno. Zdaj bi pa rada še povzela mnenje študentov, ki so odgovarjali v anketi na vprašanje o tem, kako so zadovoljni s pedagoško prakso. Tako rekoč vsi študenti, oziroma večina študentov, zelo zadovoljni s pedagoško prakso, zanje to pomeni pridobivanje novih dragocenih izkušenj, čeprav je ta praksa zanje tudi naporna. Po drugi strani tudi učitelji mentorji poudarjajo pomen pedagoške prakse, to cenijo, vidijo zelo veliko pozitivnih učinkov, ne samo za študente, ampak tudi zase. Tako so na primer odgovarjali, da praksa zanje pomeni popestritev pouka, pomoč pri pedagoškem delu, sodelovanje, izmenjavo izkušenj in primerov dobre prakse, sodobnih učnih pristopov, novosti pri poučevanju. Tako se jim zdi, torej učiteljem in mentorjem, pomembna za profesionalni razvoj učiteljev in študentov. Učitelji in mentorji poročajo tudi o tem, da lahko med prakso spoznajo svoje učence v razredu z drugega zornega kota, da se lahko kakšnemu učencu bolje posvetijo kot sicer, da lahko globje razmišljajo o svojem delu, torej so izpostavljali pomen samorefleksije in spremenijo, izboljšajo kaj pri svojem načinu poučevanja. Vsi, tako študente kot učitelji in mentorji, pa predlagajo, da bi bila pedagoška praksa še daljša. Na naši fakulteti imajo študenti v 3. in 4. letniku prvostopenjskega študijskega programa 3-tedensko prakso, želeli bi si pa vsaj enomesečno. Potem lahko še povem nekaj na kratko o anketi, ki smo izvedli med alumni, torej učitelji, ki so zdaj že zaposleni. Na anketo se je odzvalo 431 učiteljev in spraševali smo jih o tem, katere kompetence se jim zdijo nujno potrebne za opravljanje njihovega poklica, pa jih niso dobili med študijem. In tako so najpogosteje navajali delo z učenci s posebnimi potrebami, vedenjskimi težavami in z učenci priseljenci, vzpostavljanje discipline v razredu, vodenje razreda, komunikacijo s starši, preverjanje in ocenjevanje znanja, pa tudi skrb za glas, svoj glas. Vsi pa so tudi ti, torej alumni, so izpostavili potrebo po daljši pedagoški praksi. Potem smo tudi spraševali v anketi, ker se pač pripravljamo na prenovo študijskega programa, ravnatelje. Odzvalo se, anketo smo poslali na naslove vseh osnovnih šol v Sloveniji, odzvalo se je 75 ravnateljev in spraševali smo jih tudi o tem, katere kompetence pogrešajo pri učiteljih razrednega pouka. Pravzaprav so navedli zelo podobno kot vse to, kar sem naštela. Poleg omenjenega pa so, torej ne samo med kompetencami, navajali so potem tudi kakšne osebnostne lastnosti in druge veščine učiteljev, so na primer izpostavljali, da pogrešajo pri učiteljih sposobnost dela izven razreda, v smislu spremstva ali pa dežuranja, da pogrešajo pri učiteljih prevzemanje odgovornosti, potem zmožnost sprejemanja kritike. Kar nekaj jih je napisalo, da se jim zdi, da mlajši učitelji ne znajo ali pa težje sprejemajo kritiko oziroma se težje soočajo s kakšnimi zahtevnejšimi težavami. Potem pri učiteljih pogrešajo več samoiniciativnosti pri poučevanju, vzdržljivost pri delu in tudi skrb za lastno dobro počutje. Digitalne kompetence, torej menijo, da premalo dobro poznajo uporabo digitalne tehnologije, formativno spremljanje, sodobne didaktične pristope, tudi znanje z področja zakonodaje, znanje knjižnega jezika. Skratka, če povzamem, vse smo vsi danes poslušali, vidimo, da so vsi naši anketiranci, pa tudi to, o čemer ste danes drugi govorci že govorili, da pravzaprav izpostavljamo, poudarjamo zelo podobne ali pa iste stvari. In moramo se pa zavedati, da je pomembno vse življenjsko učenje, tako da nimamo čarobne paličice in s tem, ko študent konča študij, to še ne pomeni, da je pa zdaj perfektno usposobljen za poučevanje. To je samo korak na njegovi profesionalni poti in želimo si, da potem seveda v šoli naleti na podporno okolje,
To je pa seveda tudi odvisno od vodenja, od vodstva šole in od sodelovanja z drugimi učitelji v kolektivu. Še ena stvar se mi zdi pomembna in sicer to, da zdaj se soočamo s potrebo po učiteljih, to pa ne sme vplivati na znižanje oziroma zmanjšanje zahtevnosti študija. In tako kot si verjetno vsak, ki zboli, želi, da bi ga zdravil, obravnaval odličen zdravnik, tako si verjetno vsak starš želi, da bi njegovega otroka poučeval odličen učitelj. Ampak odličen učitelj ne pomeni samo to, da je odličen strokovnjak. Odličen učitelj naj bi bil tudi odličen didaktik, osebnostno zrel, odgovoren in sočuten človek. Verjetno bi lahko naštela še kakšno izmed lastnosti, ampak mislim, da sem dovolj jasno poudarila, da poklic učitelja ni enostaven, je zahteven in se od učiteljev pričakuje zelo veliko. Hvala. Iz te vaše ankete lahko ne potrebno. Zaključimo tudi, da bomo morali tudi na fakultetah začeti vzgajati, ne samo na nižjih stopnjah. Mislim, da vse ne bomo mogli spraviti v kompetenčni okvir. Naprej nadaljujemo s profesionalnim razvojem in vabim kolegico, doktorico Majo Mezgac, da nam na kratko pove, katere kompetence pa bi morali razvijati, da bi lahko rekli, da se učitelj profesionalno in življenjsko razvijati. Hvala za besedo. Jaz sem ta čas že krajšala svoj prispevek, tako da bom res krajša. Tako kot vidite, imam že različico krajše 2. Namen mojega prispevka je bilo ozavestiti pomen teh kompetenc, ki nam pomagajo pri vseživljenjskem pridobivanju znanja, predvsem v smislu profesionalnega razvoja. Če si lahko izposodim prispodobo, ki uporablja Toffler, da živimo v neki družbi, ki lahko podobimo z nekim vrtincem, kjer so določene silnice, ki nas potiskajo na rob, se pravi neka turbulenca, tako kot na vrtiljaku. In se trudimo za tem, da ohranimo nek koliko toliko stabilen položaj, čeprav neke statičnosti ni več. In to pomanjkanje neke statičnosti nam predstavljajo ravno stalni izzivi, katerim smo tudi v poklicnem življenju, s katerimi se pač tudi v poklicnem življenju soočamo. Tako da v bistvu so neke stalne spremembe, s katerimi se soočamo in zahtevajo od nas vedno neka iskanje novih rešitev, novih prijemov. In v bistvu to povzroča tole turbulenco, ki nas malo potiska navzven, s katero moramo pač tem silnicam, ki nas potiska navzven, kljubovati in si pridobiti nek udobnejši središčni položaj. Tako da v bistvu verjetno se tudi kot učitelji imate vedno včasih občutek, da se stalno napreži, nikoli ni miru, nikoli se ne moreš vdahniti, stalno je nekaj novega. Enkrat je izobraževanje nadaljavo, potem imamo projektno delo, potem imamo, emigrante, skratka stalno nekaj. Kaj je tisto, kar v bistvu nam pomaga, da kljubujemo te turbulentnosti, v bistvu neko znanje in kompetence, ki so v bistvu tisto sidro, ki nam pomagajo, da nas ne odmakne. Če pa pri tem zaostajamo, nas počasi izvrže na rob. In kar je pomembno pa je, da imamo učitelji in tudi mladi učitelji zmožnost detektirati, katere so tiste znanje in kompetence, ki nam primanjkujejo in zaradi katerih se počasi začnemo premikati proti robu, da v bistvu ustavimo to drsenje in pridemo spet k tistemu središčnemu položaju. Tako da v bistvu gre za tudi neko zmožnost razumevanja, kaj potrebujemo in ta odgovor moramo iskati pri sebi. In v tem smislu se tukaj navezuje na profesionalni razvoj,
ki ga pojmujemo kot vseživljenjski proces in poteka na več ravneh. Začne se z izbiro študijskega programa, zaključi z upokojitvijo, čeprav sem mnenja, da so upokojeni izkušeni učitelji, profesionalci zelo dragoceni in da sploh ni primerno, da mirujejo niti po upokojitvi, ampak to je potem zelo osebna izbira. In v bistvu v tem vseživljenjskem procesu med profesionalnim razvojem učitelj osmišlja svojo profesionalno prakso s to tristopenjsko dinamiko, izkušnja, refleksija, delovanje. In ravno ta je ključ tistega razumevanja, ta refleksija, kaj potrebujem še, kaj meni manjka, zato da me ta vrtinec ne zanese nekje na obrobje. Je pa pomembno, ker profesionalni razvoj vemo, da vpliva potem na kakovost učenja in poučevanja. Ta proces, danes smo slišali, se prepleta na več ravneh, gre se za pridobivanje strokovnega znanja, pedagoških kompetenc, nekih transverzalnih in metakognitivnih kompetenc, kar smo v bistvu že danes velikokrat izpostavili, tako da ne bom se ponavljala. O profesionalnem razvoju imamo tudi že veliko raziskav, oblikovani so bili tudi različni modeli. Tukaj je recimo eden od teh modelov, ki pravi, da imamo tisto začetno fazo, ko vstopi učitelj poklic, ono fazo preživetja, ker gre se samo za to, da preživiš v bistvu svoj vsak dan, potem počasi se začne ta položaj stabilizirati, začneš eksperimentirati, uvajati neke drugačne načine dela, inovirati svojo prakso, ravno na podlagi te refleksije, razvijati nove pristope, ali pa, odvisno, kako se izide, lahko nastopi neka faza negotovosti, ki potem pelje v neko fazo konzervativnosti, se pravi ohranjanje nekih uveljavljenih kalupov, kar si ne upa pristopiti k neki osebni inovaciji. Tako da ta razvoj deluje lahko po različnih fazah in ima lahko različne izide, ampak kar je pomembno, je z vidika profesionalnega razvoja, da skrbimo za tako okolje, ki spodbuja ta profesionalni razvoj, ki spodbuja to vedoželjnost in vseživljenjsko učenje učiteljev. Tako da tam na desni imamo dejavnike, ki spodbujajo profesionalni razvoj, na levi pa dejavnike, ki ga zavirajo. No, in dovolite mi, da zaključim z enim takim citatom Patricie Cross, da je izobraževanje kot zasvojenost, več ko ga imaš, več ko boš hotel in več ga boš tudi imel. Tako da jaz vam želim, da bi uspeli ustvariti v svojih šolah tako okolje, kjer bi imeli čim več zasvojenih učiteljev. Vabim kolegico Matejo Maljevac, ki nam bo predstavila kompetence, ki potrebujejo učitelji za delo z učenci s posebnimi potrebami. Maja, hvala, ker si na kratko. Pozdravljeni. Tudi sama sem vmes že skrajšala predstavitev. Predvsem pa ne bom ponavljala predhodnikov. Veliko je skupnih točk, predvsem s predstavitvijo, ki so imeli ravnatelji. In se bom tukaj kar večkrat vrnila na njih. Ja, pa smo pri njih, pri otrocih s posebnimi potrebami. V resnici, če smo zelo, zelo pošteni, ni učitelja, ki bi rekel, jaz pa si zelo želim otroka s posebnimi potrebami v razredu. Ali pa, da bi rekli, jaz sem tisti, ki se javim. Ne zato, ker si jih ne želijo v smislu, da jih zavračajo, da jih ne marajo, ampak zato, ker predstavljajo zelo velik izziv, vzamejo zelo veliko časa in zato, ker pravzaprav niso zares dobro pripravljeni za delo z njimi. Torej, ko
razmišljamo o otrocih s posebnimi potrebami, zagotovo pomislimo na inkluzivno izobraževanje. Ne samo za otroke s posebnimi potrebami, pač pa tudi za nadarjene, za otroke vseljence, oziroma tudi za vse ostale, ki imajo neko posebno potrebo v določenem času, v določenem okolju. In zavedati se je treba, da lahko tako vrtec kot šola poglobita pravzaprav družbeno neenakost in poglobita tudi posebne potrebe. Zato moramo to inkluzijo razumeti širše, ne samo kot delo z otroki s posebnimi potrebami, pač pa kot neko načelo, vseživljenjsko načelo. Naprimer, zagotavljanje neke kakovostne dostopnosti do šolstva, do izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, do otrok nasploh. Pravzaprav moramo se individualizirano odzivati na potrebe vseh otrok. To ne pomeni, da se bo vsak zmišljeval, kar želi, pa bomo to naredili. Ampak vendarle biti občutljiv, subtilen do teh potreb. In pa povečati možnosti za njihovo aktivno participacijo v družbi, kajti zelo pogosto se zgodi, da v otroke s posebnimi potrebami zelo veliko vlagamo v času šolanja, potem pa pri vstopu na trg dela ostanejo doma. Se odločijo, da bojo tudi na Soči, kolegi poročajo, rečejo, mi pa ne bi želeli zdaj se zaposliti, se raje upokojimo. Tukaj moramo pravzaprav postaviti temelje, da ne bo nekdo rekel, jaz bi pa raje šel pri 18-20 letih v penzijo, ampak da želi nekaj vračati družbi, aktivno ustvarjati tudi prostor za ostale, ki prihajajo za njim. Tako lahko rečemo, da ima vsak otrok, ne glede na svoje posebne potrebe, pravzaprav možnost in pravico aktivne participacije v naši družbi. Zdaj, če bi govorili o inkluzivnem izobraževanju, seveda bi ta razprava trajala ne samo en dan, ampak cel teden, cel mesec, mogoče celo leto. Jaz sem navedla samo 3 najbolj bistvene naše premike v zgodovini Slovenije, ki so nekako postavili temelje inkluzivnega izobraževanja. In sicer leta 1995 načelno zbiro knjigo o vzgoji in izobraževanju, leta 2000 zakonom o izobraževanju otrok s posebnimi potrebami oziroma usmerjanju in pa 2019 zakon o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami in rizičnimi dejavniki, ki pa se posredno veže tudi seveda na kompetence in učiteljev razrednega pouka in učiteljev nasploh. Zakaj? Zato, ker se otroke, ki imajo težje primanjkljaje, motnje oziroma ovire, identificira že pred prihodom v šolo. Za potrebe današnje razprave sem odebila pravzaprav vzgojno-izobraževalne programe, v katere se vključujejo in ki so za nas pomembni. Torej, prvi je vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ali če rečemo zelo poenostavljeno, redne šole. In pa drugi je prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom, kjer tudi proučujejo učitelji razrednega pouka. Mogoče tako kot intermezzo lahko povem, da ravno v tem času tudi na Zavodu za šolstvo poteka prenova navodil za delo v vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kar lahko zelo dobro izkoristimo v smislu povezovanja kompetenc učiteljev razrednega pouka in pa samo pripravo navodil. In je tukaj ena taka res lepa možnost povezovanja. Ja, nobena skrivnost ni, da se število odločb in število usmerjenih otrok iz leta v leto veča, tako po podatkih Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, kot po podatkih Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. In če samo malo bolj podrobno pogledamo lansko šolsko leto, lahko